učenci načeloma ne glede na stopnjo znanja jezika odločijo za učni jezik nadaljnjega šolanja. Naj pa povem, da je samoocena, torej je zelo vprašljiva objektivnost ocene, ki si jo otroci podajo. Vprašali smo jih na to še, kateri so primarni razlogi, na podlagi katerih so se odločili za drugostopenjsko srednjo šolo. Pri tem so lahko učenci navedli več odgovorov. Izstopa seveda predmetnik, ta je primaren razlog izbire. Sledijo možnosti za bodočnost, bodi si glede študija, torej priprava za nadaljnji študij, kot tudi za poklic, torej dobre možnosti za zaposlitve, usposobljenost za poklic. Nezanemarljiv pa je vtis, ki ga šola naredi na dnevu odprtih vrat, to je kot razlog navedla dobra petina učencev. Pri izbiri učencem najbolj pomagajo starši in družine nasploh, torej starši in sorodniki, v precej manjši meri služba za usmerjanje in prijatelji, še nekoliko manj profesorji, zdaleč najmanj pa na izbiro vplivajo sošolci. Da bi malce bolj utemeljili razloge za nadaljevanje šolanja v posameznem jeziku, smo učencem postavili še vprašanje odprte narave, na katerega so seveda lahko odgovorili prosto, tipa, zakaj si se odločil, da boš obiskoval drugostopenjsko srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom oziroma z italijanskim učnim jezikom. Pri razlogih za nadaljevanje šolanja v slovenščini izstopa želja po nadaljevanju šolanja v slovenskem jeziku, tudi boljše znanje jezika ter boljše možnosti za bodočnost. Skratka, velika večina razlogov vsebuje neke vrste jezikovni vidik, bodi si pragmatičen, torej več priložnosti za bodočnost, koristno je poznati več jezikov, kot tudi čustven, slovenščina je materni jezik, sem Slovenka in podobno. Če pa preidemo na razloge za nadaljevanje šolanja v italijanščini, večina prevladuje odgovor, ker lažje govorim v italijanščini, zelo visoki odstotek odgovora izbrane smeri ni v slovenščini in tudi neke vrste percepirana kakovost italijanske šole ter bližina šole. Tudi tukaj je veliko odgovorov povezanih z jezikom in kar nekaj učencev je poudarilo, da je primarna težava ta, da slovenščine ne obvladajo. Taki odgovori so recimo slovenščina ne obvlada, slovenščina je težka in podobno. Torej, če preidemo še na sklepne ugotovitve, analiza je pokazala dve veliki protislovji. Prva zadeva odgovor, izbrana smer ne obstaja v slovenščini. Slaba tretjina učencev je med razloge za izbiro italijanske ustanove za izbiro nadaljnjega šolanja v italijanski ustanovi navedla dejstvo, da smeri ni v slovenskem jeziku. Učence smo dodatno vprašali, ali bi v primeru obstoja slovenske smeri mogoče spremenil svoje mnenje in 91% teh učencev je odgovorilo ne. Od lahko mogoče sklepamo, da so pri izbiri drugostopenjske šole pomembni mogoče drugi dejavniki, naj bo jezik, naj bo bližina šole, naj bo percepirana kakovost ali pač karkoli. Drugo tako protislovje zadeva znanje slovenščine. Kot sem prej omenila, razlik pri izbiri učnega jezika nadaljnjega šolanja glede na stopnjo znanja slovenščine načeloma ni. Učenci in učenke se recimo v enaki meri odločajo za učni jezik, ne glede na stopnjo znanja slovenščine. Moramo pa še enkrat poudariti, da je precej vprašljiva objektivnost samocen, ker imamo kar nekaj primerov učencev, ki zase ocenijo, da enako dobro obvladajo slovenščino in italijanščino, oziroma celo, da bolje obvladajo slovenščino, nato pa isti učenci kot razlog za vpis na šolo z italijanskim učnim jezikom odgovorijo, da je italijanščina lažja oziroma celo slovenščina ne obvladam. Recimo nek sklep, ki ga lahko navedemo, mogoče so učenci
zelo subjektivno ocenjujejo svoje znanje, mogoče glede na oceno, ki jo imajo pri predmetu ali tudi glede na dojeto zahtevnost jezika. Dejavniki pa, ki po naši analizi definitivno vplivajo na izbiro drugostopenjske srednje šole, so naslednji. Jezik sporazumevanja doma, kot smo videli, pogovorni jezik v domačem okolju močno vpliva na izbiro učnega jezika nadaljnjega šolanja in to se tudi ujema z odgovori, ki so nam učenci dali na odprto vprašanje. Pomoč staršev je definitivno nezanemarljiv dejavnik, saj kot smo videli, dobra polovica učencev navaja, da so jim starši zelo pomagali pri izbiri. In predvsem tudi dan odprtih vrat. Dobra petina učencev je poudarila, da je na odločitev vplival dober vtis, ki ga šola naredi na dnevu odprtih vrat. Kakorkoli, kot smo videli, pri določenih tematikah ne moremo odgovoriti na določeno vprašanje, ki se nam postavijo, ker zaidemo v protislovje. Zaradi tega je Slori v sodelovanju z Dijaškim domom izvedel še kvalitativno raziskavo, izsledke katere nam bo potem predstavila sodelavka dr. Maja Mezgec. Hvala za pozornost. Hvala za to izčrpno predstavitev, ki nam je že ponudila kar nekaj smernic in iztočnic za razmišljanje. Vključno z neizpodbitnim raziskovalnim rezultatom, da je izbira šole globoko povezana z jezikom, z jezikovnimi kompetencami učencev in učenk in z jezikom sporazumevanja doma. Vendar, bi dodala jaz nekako, zagotovo tudi z jezikom okolja, v katerem bodoči dijak in dijakinje preživljajo svoj prosti čas. Torej ne samo šola in družina, ampak tudi prijateljstva, športna in kulturna društva, kraji druženja, tudi ali predvsem virtualni svet, socialna omrežja in tako dalje. V zvezi s tem se sprašujem, ali smo pri našem delu, pri načrtovanju programov delovanja, jezikovnih in drugih strategij, mogoče celo tudi pri raziskovalnem delu, ta svet, ta okolja upoštevali v zadostni meri. Saj so ta za mladostnike v tej fazi odraščanja zelo pomemben, če ne najpomembnejši referenčni sistem in hkrati svet preizkušanja novih doživetij in doživljanja čustev. To postavljam tako odprto vprašanje vsem. V tem smislu bi tudi mogoče razumela to nasprotje pri odgovorih, ne? Ko oni ocenjujejo enako dobro znanje slovenščine in italijanščine, tudi temu, da potem v nadaljnjih odgovorih pride ven to nesoglasje, zato ker razumejo predvsem, kako bi rekla, samo oceno izhaja po mojem, predvsem iz ocene v slovenščini, ki je v večini primerov v resnici skoraj da enakovredna. Tako da drugo je potem seveda realna slika tudi in percepcija, čustvena in osebna znanja in jezika. Zato mislim, da si ne moramo več predstavljati, da je okolje, v katerem mladostnik krepi slovenski jezik, ali otrok usvaja slovenski jezik, samo šola in še tu prevalentno samo pouk slovenščine in družina. Kot tudi si ne moramo več domišljati, da na izbiro šole, upoštevajoč jezikovni aspekt, vpliva samo formalna ocena jezika. Po mojem je tu veliko pomembnejši občutek ali vsaj percepcija učenca ali učenke, koliko se v tem jeziku počuti sproščenega ali sproščeno, koliko v tem jeziku opravlja opravila, ki so mu ali so ji fajn. Mogoče bi danes o jezikovni in kulturni identiteti mladostnikov zvedeli precej več, če bi vprašalnike ali enostavno v pogovore z njimi dodali vprašanje, v katerem jeziku imaš nastavljen svoj pametni telefon, v katerem jeziku gledaš TikTok ali opravljaš spletne nakupe. Predajam sedaj besedo Slorjevi raziskovalki Maji Mezgec, ki nam bo predstavila drugo nocojšnjo raziskavo.
In sicer izbira drugostopenjske šole z italijanskim učnim jezikom na Goriškem, vzroki, izkušnje in pričevanja. Četudi je bila raziskava opravljena v Gorici, mislim, da je pomenljiva in dragocena za širše naše ozemlje. Tudi ker se je na šolskem področju večkrat že dogajalo, da se nekateri pojavi z Goriškega po nekaj letih prenesejo na Tržaško. Seveda vsi upamo, da ne, glede na situacijo, ki je bistveno slabša na Goriškem kot na Tržaškem, kot smo tudi videli danes na tej predstavitvi. Vendar mislim, da je vredno takojnega poglobljenega razmisleka glede tega in bi bilo, kako bi rekla, hudo, če bi si zakrivali oči, da je to samo lokalni problem. Prosim.